Miren stanovnik ima nov bicikel. A je boljši, še boljši kot lanski? Ja, itak. V vsakem primeru je boljš, no, je boljš. Zdaj bomo pa videli nadaljnji koraki. Zdaj smo na vrh prišli, zdaj bomo mogli pa še v dolino, kar pa zna biti malo težje zame. No, ne bomo vas obremenjevali tokrat z novim Miranovim kolesom. Lani smo imeli že daljšo reportažo, danes pa je naš zvezdnik Andrej Marot Helešič. Heli! Eno lepo turco naj prvošče, sicer nimamo danes kakšnega razgleda večjega, ne? Razgleda pa res ni. Kaj bomo pa zdaj dol peljali? Ja, najprej nas čaka ena taka zanimiva skala sred gozda, ki se je reče oltarna peč. Ne brez razloga. To je v prevodu kot en žrtvenik, se pravi, ne zavijati levo ali pa desno. Pa bomo videli, koliko nas bo na drugi strani, pa bomo temu primerno naredili načrt za naprej. Kje smo zdaj? Zdaj smo po Robnikavi planini. Heli! Pred kratkim so se odpravila skupaj na en mountain bike maraton. In v glavnem so bili vsi začudeni, da so te tam videli. Ker te imajo za cestnega kolesarja, ampak ti nisi samo cestni kolesar. Jaz sem cestni kolesar, ampak ne samo cestni, jaz sem tudi gorski kolesar in to zaprisežen. Povej, kakšna je tvoja zgodovina. Najprej je bila specialka. Najprej je bila specialka, pa ni bilo zadost, predvsem dobrih rezultatov. In takrat, ko smo trenirali za cesto, v zimskem obdobju ni bilo kanarcu, pa so rekli, ne si zrihtamo mountain bike in ne pač pol s tistim norimo okrog. In jaz sem hitro pogruntal, da je to celo boljša kot cesta in sem pol kar pristal hitro na gorco. In v klubu gorskih kolesarjev GAMS. Ja, prvi gorski kolesarski klub v Sloveniji. Tekmoval si tudi v spustu, celo v reprezentančnem dresu. Tudi Ja, nekaj rezultatov si imel dobrih doma na dirkah. res je. Sem bil še eden redkih reprezentantov v spustu, ki je imel sam spredje fedre. Ja, kaj sem. Ampak pri spustu sem pol hitro pogruntal, da to ni zadost in sem rekel, da če bi mi bila to cela scena, si rejš kupim krosa, pa dirkam downhill še navzgor. In pol je bila res stvar taka, da sem postal tudi motorist. Ampak zadnja leta si poznan kot eden najboljših, najmočnejših slovenskih rekreativnih amaterskih kolesarjev, zlasti za daljše in plezalske in tehnično zahtevne dirke. Ja, hvala za kompliment. Nič posebnega, jaz uživam v kolesarjenju. Še enkrat pravim, da zame je kolesarjenje vzpon in spust, se pravi in vzdržljivost in tehnika. In enostavno vse, kar počnem, vsega, kar se lotim pri kolesu zaradi užitka. Uživam v kombiniranih turah, se pravi v hitrih vzponih, pa v počasnih spustih. Se pravi vsem, kar mi lahko lo ponudi in temu primerno seveda pač pol tudi, hvala Bogu, pride kak rezultat. Letos si odkril celo daljši hod, precej daljši kot tisti, s katerim si dirkal spust pred dolgimi leti. Ja. Genius LT, kaj ti je to prineslo v tvoje mountain bike razmišljanje? Res je, zasluge za premik v moji miselnosti ima predvsem gospod Lucijan Vernik, zastopnik za blagovno znamko Scott, hkrati moj diler pa največji dobrotnik. On mi je praktično urinil Geniusa, ker jaz sem prej kar nekako vztrajal skozi na teh sparkih pa scalih. Se pravi na kolesih bolj primernih za cross country, kolesih z manj hoda. No, ko sem pa enkrat poskusil pa Geniusa, sem pa rekel, se to pa ni slaba stvar. Čeprav pa nekako to ni bilo tisto pa zadost za spust. Se pravi, ni bilo netične mišno in letos sem pa prišel do enega takega pravega stroja. Se pravi, optimalne kombinacije enega takega downhill kolesa, ki ti še omogoča, da na lastno energijo pa
pa vztrajnost prideš tudi na vrh, no, in to je to. Kdor hoče, pa naj kar poskusi sam. Povej, kaj se kaj vozi na tem tvojem koncu Slovenije, v Zgornji Savinjski dolini? Ja, kaj sem, vozi se, kaj sem, vse dobre stvari. Predvsem se nas drži malo en tak stereotip, da so naši kraji samo gorsko-kolesarski. Jaz moram kot cestni kolesar povedati, da imamo odlične ture tudi za cestna kolesa, krožne, ravninske, skratka, za še toliko zahtevne kolesarje se najde prava trasa. Kar se tiče pa za gorske kolesarje, imamo pa pravzaprav razen mountain bike parka v bistvu vse stvari. Od singlic do panoramskih poti, skratka, dobra izbira. Včasih smo imeli tukaj kar nekaj prireditev, slovenski pokal v krosu, državno prvenstvo spust, legendarni pentatloni. Ja. Se lahko še kdaj kaj obetamo? Jaz iskreno upam, da. Ampak tekmovanja bi naj bila, bi rekel, nadstandard tiste standardne ponudbe. In sem mnenja, da najprej moramo svojo ponudbo prikazati pa približati enemu širšemu krogu kolesarjev. Pol pa seveda ni izključeno, da ne bi še celo kdaj kaka taka stvar bila izvedena, kot je bil pentatlon, kjer so bili poleg gorskega kolesa še gorski tekač, kajakaš, jadralni padalec, skratka vsi nekako ti outdoor adrenalinski športi. Ja, iskreno upam, da še kdaj. Znan si tudi kot zelo pozoren mehanik. Ja, se trudim. Komu vse si vzel kolo v roke v zadnjih letih? Za fine nastavitve? Ja, za fine nastavitve mogoče bi kot prvega omenil Mirana Stanovnika, z njim pa z njegovim odnosom, ki verjamem, da izhaja iz motošporta, kjer dirkači nikoli niso zadovoljni s tistim, kar imajo, oziroma si zmeraj želijo več, ne da ne bi znali ceniti. No, hitro najdemo skupen jezik. Pol je bil tudi Tadej Valjavc, pa v bistvu bi se še kdo našel. Si bi pa želel, da bi več ljudi posvečalo pozornost pripravi kolesa, pa bi rekel, mogoče tudi šele kasneje kar temu lovu za najnižje cene pa popuste.